ovir. In ne govorim o preverjanju pogoja PCT, pač pa o ovirah, ki jih na Pohorju neznanci potikajo gorskim kolesarjem. Dajmo si pogledati. Podrto deblo, žice in žeblji so konec tedna presenetili gorske kolesarje na relaciji Trije kralji Oplotnica. Takšne ovire so nevarne predvsem za gorske kolesarje in motokrosiste. Ja, v mariborskih gozdovih se pojavlja žica. Čeprav se pojavljajo namigovanja, da želi Maribor žico konkurirati Ljubljani, pa je v ozadju najverjetneje nasprotovanje gorskim kolesarjem. Zadevo podrobneje raziskuje korespondent Jan Krojcer v rubriki Državljan JK. Žica čez gozdno kolesarsko pot, žeblji, podrto drevje. Vse to je za mnoge dokaz, da obstajajo posamezniki, ki želijo gorske kolesarje povsem iztrebiti. Pa je to res? Poslušajte drugo plat zgodbe in presodite sami. Po intenzivnem in res dolgem napornem iskanju sem sredi gozda našel posebno osebo, ki je bila pripravljena stopiti pred naše kamere in zaupati svojo plat zgodbe. Z menoj je lovec na gorske kolesarje, gospod Beno. Gospod Beno, povejte nam, zakaj nastavljate pasti kolesarjem? Ja, to je samo kontrola populacije. Ravnovesje v gozdu je nekako treba vzpostavljati. Isto kot pri srnah. Ok, ampak lahko se kdo poškoduje, ne? Ja, to je namen. Namen je, da se kdo poškoduje, ostali se prestrašijo in jih je že manj. Ok, ampak meni se zdi to malo moralno sporno, vam ne? Ne zares, zato, a veš, pasti jim postavljamo zdaj oktobra, ampak kje ste pa novembra, ko jim damo krmišča, jim damo vse, kar rabijo, proteinske ploščice, vodo z elektroliti, kje ste pa takrat? To je tako kot takrat, ko sam lažete se, a veš, tako kot takrat, ko ste rekli, da imamo žurke v lovskih kočah. Dobro, mislim, to je rekel gospod Kacin, ampak da se vrniva k temi. Poglejte, gospod Beno, lahko se kdo ubije. Kako komentirate to? Narava je kruta. Pač jaz pa delam delo narave. Če jih namo mi dobili, jih bojo medvedi in pa bomo mogli njih streljati. Gospod Beno, vi imate puško. Ja, jaz imam puško, ja. Od mojega fotra, ampak pač, meni niso hodili dati, zato, ko so rekli, da sem psihološko neuravnotežen. So rekli, da sem jaz psihološko neuravnotežen. Kdo ima prav? Lovci ali kolesarji? Odločitev prepuščam vam. Primer je raziskoval Državljan JK. A ja pa Jure, plači me. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.